Najlepša hvala. Sicer mislim, da ne bo govora o pravih avokadotih, ampak o avokado centru. Več o tem nam bo povedal Rok iz Logatca. Vsak malo poveš. Ja. Ja. Tako, Rok, kar izvoli, vidim, da imate tam v Logatcu tudi lepo vreme. Povej pa nam še, kdo in kaj je pravzaprav avokado center. Aha, lep pozdrav, jaz se opravičujem. Smo torej že notri tukaj v Logatcu, za nama se vidi že nova avokado zgradba. Avokado center je prostor, kjer se bodo izmenjevale dobre življenjske prakse. V pičlih 9 koronskih mesecih je iz 130 let starega kozolca nastala moderna zgradba, ki bo postala prijazen in prijeten prostor za druženje širše skupnosti. Ob meni pa Saša Perpar, vodja avokado centra. Saša, prav lepo pozdravljam. Hvala tudi vam za povabilo. Torej, kaj se bo v avokado centru sploh počelo? Zdaj, ideja avokado centra je, da združuje širšo skupnost na en tak radosten, vesel, igriv način. Se pravi, notri se bodo dogajale različne vadbe, joga, plesi, meditacije, različne izobraževanja, različni seminari, delavnice, gong, kopeli, skratka, take fine, zabavne, alternativne stvari. Ja, izredno zanimivo. Veš, kaj me pa najprej zanima? Avokado center. Že včeraj, ko smo povedali, gremo pa v avokado center, pa je naš voditelj Luka rekel, tam bojo pa gotovo gojili avokado, pa sem ga potem hitro popravil. Zakaj sploh takšno ime? Avokado center izhaja iz logotipa. Najprej sem naredila logotip in poimenovala. V logotipu je nekdo, ki dela asano, sedečo z rokami nad glavo in izgleda kot polovička avokada. Malo smo probali na humoren način vse skupaj obrniti. Ampak se je dobro prijetno. Ja, verjamem, ja. Ampak s to zgradbo ne nastaja avokado center, to je že zgodba od prej, lahko rečemo. Ja. Jaz sem učiteljica joge in ta center je bil zelo dolg, ena taka moja tiha želja. Ne samo učiti jogo, ampak pokazati ljudem, da se da živeti na en tak lep življenju, koristen, prijazen način. Ja, se pravi, tukaj ne gre samo za tisto uro joge na dan, da tako rečemo, ampak nekako za način življenja. Ja, tako. Probava ljudem prikazati, da vpletenost v sistem je včasih naporna, ne? In prideš nekam poiskati to sprostitev, to drugačen mindset, bom rekla. Zato imamo tudi idejo, da bi ko končava projekt avokado centra, zadaj za avokadom centrom najela oziroma kupila neko zemljišče, postavila visoke grede in pustila lokalni skupnosti oziroma ponudila lokalni skupnosti, da vzgajajo svojo lastno hrano, da se tam družijo ob enih takih zdravih aktivnostih. No, še lansko leto je na tem mestu stal kozolec. Za vse Logatčani in prebivalke in prebivalci Logatca verjetno vedo, 130 let star, zdaj ga ni več, ampak nekako pa na njegovih temeljih pa je zrasel ta nov center. Kaj je zgodba? Ja, zgodba je, da je pač tlele na tem mestu stal 130 let star kozolc, tak klasičen logaški, in se je začel že podirati. Tako enih 15 let smo lahko opazovali, kako mu propada streha, kako propada les. In mi sva ga opazovali in res nama je bil lep. Hotela sva ga obnoviti v celoti, ampak ko smo dvignili ta lesen grušt, se je sesul vase in sva rekla, ok, zgodbo treba začeti na novo, in sva v istih gabaritih, kot je bil kozolc, postavila avokado center. No, poleg tega, da je nekako nastalo iz kozolca, pa je v tleh, čeprav vem, tudi nekaj posebnega. Ja, trudili smo se, da bi bil res cel prostor ljudem prijazen, in že ko smo naredili temelje, smo vanje vsuli 33 ton kamene strele. To je kremenčev pesek, ki že od nekdaj, že tisočletja velja za kamen, ki prečiščuje, se pravi pozitivno energijo v ljudeh dviga. Tudi v samem centru bo v tleh vgrajen en velik orgonit, se pravi spet iz kristalov narejen kos, se pravi vložek za v tla, ki ima tudi enako lastnost, da prečiščuje energije, privablja pozitivne vibracije. Torej se bomo res obiskovalci v centru dobro počutili. Gradnja je iztekla, lahko rečemo, res precej hitro. V 9 mesecih, ne. Tukaj se vidi še, da je res dela potekajo s polno mero, da bo vse pripravljeno za dneve odprtih vrat, ki pridejo 20. maja, če vem prav. 21. do 23. maja imamo dneve odprtih vrat, različne delavnice, nekatere brezplačne, nekatere res po ugodni ceni, z vrhunskimi, se pravi, voditelji, izvajalci. Ja, zdaj zgodba koronska.
Nekateri so med korono sedeli doma, midva sva bila tlele na gradbišču skupaj z ekipami, seveda vse po predpisih NIJZ, gradili. Delavci so bili zelo veseli, da je bilo delo v njihovi občini, blazno so se trudili, vzpostavili smo res ene lepe pozitivne odnose, tako da cela gradnja je potekala tako zelo gladko, brez zatikanj. In danes se vidimo, potekajo še zaključna dela, okolico urejamo, da bo 21. maja vse pripravljeno za otvoritev. Ja, in danes bova videla ta sneak peek, prvi vpogled v tale center, ekskluzivno lahko rečemo, bomo videli, ne bo še v tej podobi, kot jo bomo videli 21. maja, ampak smo pa lahko rečemo res že precej blizu. Deva se mogoče še malo bolj podrobno dotakniti programa na dnevih odprtih vrat, se pravi, omenili si kakšne delavnice in ostale stvari, pa če sva mogoče malce bolj specifični. Ja, z veseljem. Se pravi, dnevi odprtih vrat so petek, sobota, nedelja, vsak dan imamo eno plesno delavnico. Goran Bogdanovski, odličen koreograf, ima petkovo, potem imamo delavnico 5 ritmov z Martinom Motelj in Anžetom Bertoncljem, to je sobotna, večerna delavnica plesa, in nedeljo imamo Sandro Anais z delavnico, ko odkrivamo skozi ples arhetipe. Imamo delavnico za jogo, za tiste, ki niso še nikoli na jogi bili, se imenuje delavnica Joga prvič, to vodim jaz. Imamo delavnico meditacija prvič, za tiste, ki bi se radi seznanjali z osnovami meditacije, meditiranja, vodijo Barbara Novak. Imamo delavnico afriških bobnov, ja, džembe, z Andrejem Zobaričijem, to je sobota. Imamo delavnico leteče joge, to je taka akrobatska joga, ful fajn stvar, nič se bat. Akrojoga, sjajna stvar, sobota. Imamo zeliščarsko delavnico, 4-urno, kjer odnesejo obiskovalci izdelke do domov, kreme, macerate, tinkture. Vodita jo Marija in Mojca Vulič iz Gradine, Slovenske Istre. Kaj imamo še? Imamo eno krasno predavanje o tradicionalni kitajski medicini in kako elementi te tradicionalne kitajske medicine vplivajo na ženski menstrualni ciklus. To je sicer za ženske. Predavam Melita Rupnik, to je gospa, ki najema zadaj prostor našega Avokado centra in tam izvaja tudi tretmaje. Skratka, brezplačno predavanje, zanimivo. Imamo igrivo jogo, to je mišljeno za otroke, da otroke seznanimo z osnovami joge in se tam igramo in zabavamo. Otroci imajo to strašno radi. In imamo v nedeljo, končamo program z kristalno gong kopeljo. Se pravi, imamo gonge, zvočna kopelj, zdravilna, ki jo izvede Mojca Morja Malek, učiteljica vseh gongarjev v Sloveniji. Wow, to je pa res pester program in vsem pa je skupno, da bo pa res, da je za dobro počutje. Absolutno je vse za kvalitetnejše življenje. Saša, najlepša hvala za ta pojasnila, prav kmalu se bova sprehodila, torej tudi noter v novem Avokado centru. Ni še vseeno narejeno, videli pa bomo že nekako, kako bo zadeva izgledala. Saša, hvala za enkrat in se vidimo prav kmalu. Hvala. Takole, že se vračamo z Logatca, izpred Avokado centra smo, to je, lahko rečemo, center dobrega počutja. Če opišemo na kratko, kaj več pa bomo izvedeli tudi zdaj, ko se bomo prvič sprehodili tudi notri, po ne še čisto dokončanem centru, ampak že dobiva svojo pravo podobo. Nama Sašo Perpar, vodjo centra, se je pridružil tudi Urošu Štir, lahko rečemo življenjski partner, ne pomočnik pri vsemu, realizator. Kaj bi bil še en tak kakšen samostalnik? Sopotnik skozi svemir. Sopotnik skozi svemir, to se fajn sliši. Kako boš pa ti tudi zraven pri vsem vodenju, se pravi pri vodenju Avokado centra? Skrbel bom za čistočo. Lepo. Čistoča mora biti, drugače se ljudje ne počutimo dobro, ne, to je res. Prav, jaz mislim, da je najbolj, da si kar gremo pogledati, kako bo vse skupaj izgledalo. Saša, jaz ti kar predam mikrofon, pa nas popelji. Ja, z veseljem vas popeljem. Kar izvolite, sem zelo ponosna in hvaležna, da ste z nami. Ja, se pravi, vadim, bo Uroš nam bo odprl vrata. Se pravi, tokrat vstopamo skozi stanovanjski del, ne skozi del, kjer Avokado center, kjer bodo gosti vstopili v Avokado center. In že je pred nami dvorana. Ta dvorana je velika 75 kvadratnih metrov, zelo svetla, zelo lepa, prostorna. Zdaj, je v delu, ne? Imamo še dobrih 12-13 dni pred otvoritvijo, da to uredimo. Ja. Kaj se bo pa vse, se pravi, tukaj se bo plesalo? Tukaj se bo plesalo, zato so tudi tla
urejena na tak način. Izvajalo se bo jogo, druge prakse, se pravi za gibljivost telesa, izvajale se bodo različne dejavnosti za majhne otroke, za malo večje otroke, tudi joga za najstnike bo, imamo meditacije, se pravi prostor je zelo tih, danes ne, ker odzuni polagajo tlakovce in jih režejo in se sliši. Tukaj imamo, se pravi, organizacija različnih seminarjev čez vikende, imamo tudi gong kopeli, se pravi zdravilne zvočne kopeli. Različne stvari se bodo dogajale. Ja. Fajn. Ne vem, če ste probali kdaj jogo ob kaminu, ampak tukaj bo možna, mogoča. Ogenj tudi nekako sprosti človek. Ja, ogenj je eden od 4 elementov, ki človeško dušo dvignejo, jo regenerirajo. Fajn, ok. Ja. Tudi vidim, okna so, ne, se pravi... Panoramske stene so urejene tako, da bo odzunaj zeleno in da bojo lahko obiskovalci zlasti seminarjev in delavnic lahko kosilo pojedli zunaj na trati ali pa se odzunaj malo sprostili ali pa kakšen telefonski klic opravili zunaj. Fajn, no tudi glede hranjenja pa je nekako tako, da se tukaj je na tleh, ne? Mi dva doma že več kot 1 leto in pol sediva na tleh, ko jeva, to sva po prebrani knjigi Nare Petroviča ugotovila, da je res ena fajn stvar. Nara je en dober prijatelj in posvojiva hitro njegove ideje. Drugač tukaj... Preveriva tudi, ja. Drugač imava pa tle idejo, da bo zelo zen, se pravi, zelo bo prazno, ne. Zato, ker ko vstopiš v prostor, kjer je prazen, kjer ni ničesar na tleh, si ti tisti, ki lahko ščisti, kar se je v tebi nabralo, ne. Bolj, ko je prostor nasičen, teže to narediš. Ja. Ok, gremo kar naprej. Ja, seveda. Zdaj, ta prostor se končuje, ne bom vas spet vozila, se pravi z majhno garderobo in 2 straniščema ter najino pisarno, kjer bomo urejali pač poslovne stvari. Zdaj bi vas pa izpeljala še v masažni salon, ki je del Avokado centra, je pa ob hiši, tako da se moramo malo sprehoditi. Aha, in ena stvar še, ki je res vsaka vrata, imajo ene take lepe pol mandale. Ja, mandala so eni liki, ki so nama obema zelo všeč in sva jih probala vdelati, kjer sva jih le mogla. Se pravi, prve vdelana so vrata, vdelana mandala bo nalepljena, ogromna mandala s premerom 2,40 m bo nalepljena na to steno, zlate barve. Mandalo imava nalepljena na okna in vrata, tlele še pridem, ampak eno vam bom pokazala, kar izvolite. Gor na tistem oknu imamo že mandalo in tako bodo izgledale tudi vrata, ne vem, če se vidi, ker je odboj. Ja, zdaj pa v masažni salon bo treba pa po gradbišču. A bo šlo? Ja, malo za ravnovesje, da še Ja. Pa za... V jogi pravijo, da je, ko si gibljiv in najdeš ravnovesje v telesu, ga najdeš tudi v umu, tako da hoja po gradbišču je en sam plus. Evo, to je pa zdaj vstopamo pa v masažni salon. Zaenkrat je prazen in odmeva. V tem masažnem salonu bova pa gostila Melito Rupnik, ki se ukvarja s tradicionalno kitajsko medicino in bo klele izvajala tretmaje, masaže in tako naprej. Sva zelo vesela in ponosna, da jo imava v ekipi in ko mi čakava, da začne z delom. Ja, zdaj je prazno, ampak bomo že konec tega meseca napolnili te prostore z obiskovalci. Masaža bo to? Masaža trebuha. Tradicionalna kitajska medicina pozna masažo trebuha, s katero se sprostijo vsa zastana čustva. Tako da pridejo včasih občutki zelo daleč nazaj ven. Wow, ok. Dober. Ja. Gremo še malo gore. Bi šli gor? A gremo? Ja, lahko, seveda. No, pa pojmo še gor. Zgoraj ni več mišljeno za obiskovalce, tole je čisto ekskluzivno, kar vas popeljem danes. Zgoraj so 4 stanovanja, ki niso namenjena trgu. Namenjena so, da gostujoči učitelji, tisti, ki želijo delati pri nama, lahko nekaj časa tudi preživijo z nama v skupnosti. Se pravi, da skupaj obedujemo, da se skupaj malo podružimo. Tako da vas kar vabim po stopnicah v prvo nadstropje. Pa vas kar povabim v tale prostor. Ja,
Kar izvolite vas v dnevno sobo. Tole je popolnoma Uroševa ideja. Uroš je zelo kreativen, dosti idej dobi in jih tudi potem izvede. Se pravi, stanovanje ima čudovit razgled na te kmetijske površine. Aha, še na okoliške griče se vidi. Tako, tako. Tukaj le pa bo tudi nekako zelene površine. Ja, tule bova uredila okolico tako, da imava tudi nekaj, se pravi, visokih gred, kjer lahko pridelava lastno zelenjavo. To si želiva ponuditi tudi drugim, tako da ideja je nekoč morda en pas te zemljiške površine najeti, odkupiti in ponuditi se pravi bližnjim stanovalcem, lokalcem, da lahko pridelajo lastno hrano. Fajn bi bilo poskrbeti tudi za čebelce in postaviti mogoče kakšen čebelnjak, sadno drevje in tako naprej. Ja, fajn. Saša, najlepša hvala, da si nas popeljala Z veseljem. čez tole stavbo. Jaz vam želim ene uspešne dneve odprtih vrat. Hvala, pridružite se nam, prosim, v čim večjem številu, z veseljem. Vas bomo gostili. Takole, evo, Tole da ti sem- vračam, ker je tvoje. Ja, hvala lepa. Torej, od 21. do 23. maja so prijave kakorkoli potrebne. Na spletni strani www.avokado-center.si se elektronsko tudi prijavite, tudi na brezplačne dogodke, tako da midva lažje vodiva to evidenco prijav in res bova vesela, če nas obiščete. Ja, spletno stran smo objavili tudi v našo grafiko, tako da le preverite, prijavite se in kot smo že rekli, streljaj stran od Ljubljane, lahko se zapeljete tudi z vlakom in tudi peš od železniške postaje, tukaj ni Je prav. zelo blizu. Ja, tako da vabljeni. Saša, najlepša hvala za tole ekskluzivno pot skozi Avokado center in vse dobro. Ja, hvala tudi vam. Takole, mi pa se iz sončnega Logatca poslavljamo. Ostanite z nami, vidimo se prav kmalu.